Državni zbor je na današnji izredni seji potrdil izvolitev Zofije Mazej Kukovič SDS kot 8. poslanke iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Za je glasovalo 63 od 65 navzočih poslancev, proti ni bil nihče. Predsednik državnega zbora Ljubo Germič je po glasovanju dejal, da bo s sklepom državnega zbora seznanil predsednika Evropskega parlamenta Jeržija Buzeka. Najverjetnejši mandatar Zoran Janković nadaljuje pogovore z vodjami slovenskih parlamentarnih strank o sestavi nove vlade. Do zdaj se je sestal s predsednikom socialnih demokratov Borutom Pahorjem, predsednikom Desusa Karlom Erjavcem in predsednikom liste Virant Gregorjem Virantom. Janković se bo popoldne srečal tudi z vodjo največje opozicijske stranke in presenetljivim poražencem nedeljskih volitev Janezom Janšo. Računsko sodišče je v porevizijskem poročilu v zvezi s projektom Zimske univerzijade, ki bo leta 2013 v Mariboru, ugotovilo, da nobena od 3 partnerskih občin na poleg Maribora, še Ruše in Zreče, po upravljeni reviziji ni zadovoljivo izkazala ukrepov za odpravo nesmotrnosti. Kot ugotavlja sodišče, so s tem občine kršile obveznosti dobrega poslovanja. V Portorožu se začenjajo dnevi slovenskega turizma, na katerih želijo organizatorji poudariti pomen turizma za naše gospodarstvo. Dogodek bo pod eno streho združil vse večje ustanove z tega področja. V petek pa bodo na plenarnem zasedanju med drugim predstavili osnutek strategije razvoja slovenskega turizma med letoma 2012 in 2016. Dnevi slovenskega turizma se bodo jutri končali s slovesno podelitvijo številnih priznanj. Mestna občina Maribor je objavila razpis za direktorja Umetnostne galerije Maribor. To zdaj vodi Breda Kolar Sluga, ki je 5-letni mandat začela julija 2007 in lahko ponovno kandidira. Umetnostna galerija Maribor je svoja vrata odprla februarja 1954. Danes pa je eden osrednjih muzejev za moderno in sodobno umetnost v Sloveniji z zbirko več kot 3000 umetniških del slovenskih avtorjev od konca 19. stoletja. Trenutno čaka na nove prostore. Oktobra so sicer položili temeljni kamen za novo UGM, ki bo skupaj s kulturnim središčem Max stala ob Ruški cesti, a se gradnja še ni začela. Evropska odbojkarska zveza je slovensko moško odbojkarsko reprezentanco uradno povabila na kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012. Turnir bo potekal med 8. in 13. majem prihodnje leto v bolgarski Sofiji. Slovenska reprezentanca se bo tako za eno mesto borila s 7 reprezentancami. V petek bo na vzhodu še po večini sončno, drugod se bo pooblačilo. V hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Pihal bo jugozahodni veter. V soboto in nedeljo bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Na novi KBM bodo pojasnili, zakaj so zamenjali predsednika uprave. Zakaj v Sloveniji opuščamo vinograde? V Kibli so na ogled video dela berlinskega umetnika Oliverja Piča. Bodite z nami ob 18.